Ej! Jo, bok. Pa kam noriš? Ja, Treba zmešati. Ja, vem, samo mogel sem ga odprešt, ka mora malo iti na servis. Jaz sem pa mislil, da je prazen. Ne. Kak servis, kam pa je? Veš kaj je, tle mi kuplunga mi nagaja za kardan. Je treba neki zajlo šponati, pa zdaj ne moramo na hiter to narediti, tako da bomo prepregla na Landinija, pa bomo z Landinijom danes nafojtrala. Ja, dober. Tako, Okej. zapeljem v garažo. Sem še skočim tankat, pol pa gremo akcija. Rečeš žeja. Tak, ja, mali tank je pa je hitro prazen, veš. Pa zdaj pa ajde, ga bomo nafijali, kaj čemo druga, ne. Da vidimo, koliko gre noter, kaj je čisto prazen. Ajde. Pun? Evo ga v piko, 120 litrov. Tako, evo ga, to je v bistvu naša nova mešalna prikolica znamke Kenan, ki je prišla 3 tedne nazaj, tako da smo se malo že navadili. Gre pa se pravi za 14 kubično mešalno prikolico, ki pa v bistvu je malo bolj posebna. Koliko se bo noter videlo, so pol taka mešala, oziroma eno glavno mešalo, in potem to mešalo, ko zadevo zmeša, potisne tukaj v valj, in potem ta valj oziroma polž kipa čez to odprtino ven. V bistvu dosti enostavna zadeva in pa zelo fajn, robustno narejena. Gre pa predvsem za to, da v bistvu ne mečka krme, da je nikamor ne stiska, jo hitro zmeša, zaradi tega, ker se zelo lepo presipava, pa spodaj ima nože, se pravi, je tudi dobro razrezana. Zakaj smo se odločili za to firmo? Zaradi tega, ker v bistvu vemo, da bo naš zetor lahko gnal, se pravi, s 60 konjem lahko žene 14 kubično mešalno prikolico. To nam je bil glavni cilj. Tako da, evo ga, zdaj smo videli, da dejansko to funkcionira in tudi tisti, ko nas spremljate, ste že videli zetorja v akciji. Danes, nažalost, bomo to mogli narediti z Landinijem, ampak bo v prihodnosti sigurno še zetor kaj na sceni. Evo ga, tukaj v zgori se pa zdaj zelo lepo vidijo te, kako bi rekel, kot paletne vilice sistem. In v bistvu, kaj to dela? To v bistvu preprečuje, da bi veliko mase palo naenkrat v mešalno prikolico. To je v bistvu tudi pod dodatno opremo. Je pa zelo koristno, zaradi tega, ker glih s tem lahko mi pridobimo na moči traktorja, se pravi, da ne rabi teh, kako bi rekel, sunkov traktor blažiti, ampak v bistvu že te vilice blažijo, da enakomerno pada masa skozi, da v bistvu ne zajame preveč naenkrat mešalo. Ej, kaj pa ta črna zadevca je tle gor? Tale črna zadeva je pa v bistvu taka, kot bi rekel, zapornica, ko se dvigne, preprečuje pa, da mešalo, ko meša, da bi vrglo, se pravi, čez potem kako krmo, ko jo mi gor vržemo na vilice. Tega na prejšnji nisi imel, ne? Ne, na prejšnji je bilo dosti drugače. To je zanimivo, naprimer, prej smo imeli 7-kubično mešalno prikolico, neko tako klasično z ležečimi valji, pa je v bistvu zetor rabil približno isto moči, da žene tisto ali pa to, ne, tako da je zelo zanimiva zadeva. Evo, drugače pa v traktorju pridejo take 3 komande imamo, se pravi elektronsko vodeno, pride en par, imamo pa za, tako sem rekel, za ono zapornico, potem imamo za glavna vrata, se pravi, ko odpirajo, koliko dovajamo na krmilno mizo same krme, in pa potem še za sam nagib traka oziroma traka izhodnega traka, pač koliko se nagiba. Tako da imamo tukaj en par, potem imamo tukaj enosmerno za hidravlično tačko in pa hidravlične zavore, ki jih sicer mi
ne potrebujemo, ampak včasih pa pridejo kaj prav. No. Pa kar dan, ne? Kar dan pa ja, nekaj je treba, da to vse skupaj žene. Imamo pa tukaj tudi vago, ko je večfunkcijska, ampak nekako mi jo uporabljamo kot neko standardno. To ti pride prav, ne? Torej, ko s tortijem nalagaš, Seveda, ja. vidiš, ne? Zmeri si obrnem tak in potem v bistvu vidiš dobro s tortija, kako gre noter in vse te stvari. No. Je dosti natančna. Kaj pa tle so neke vrate, še vidim, kaj je to. Aha, ja. Tukaj noter je pa v bistvu cel verižni sistem, ko lahko tudi pokažem. Zelo dobro dostopno za servis. Je tudi centralno mazanje ketne. Je pa to, se pravi, se vidi, kak je orenk narejena zadeva. Tako da, tako treba. No. Upajmo, da bo čim dalje zdržala. Zdaj sem videl tle dol, ne? Imaš narobe priklop obrjen. Ja, mogel sem ga obrniti kontra, zaradi tega, ker drugače zaradi kardana ne bi šlo. Pa dobro, ajde, za silo je za podvorišče. Kar zalaufamo vago, pa pripravimo, da bomo videli z nakladača. Kramp, vile, lopata. Ja, zdaj imamo pa na roke na metal. Pride ekipa. Tako ja, ene 5-6 nas je vsak dan. Dobro. Ne, gremo mi iskat rajš četrtje. Ej, s torti se ti pa kar sveti. Ja, veš kaj je, dopudne sem gnoj kidal, pa sem rekel, da ga moram malo splahniti. Lep je, lep. Dobar je, akcija. Neki dodatki? Tako, evo ga, tukaj nas pa čaka dodatek, se pravi sol pa nekaj zeolita, tako da malo vitamini, minerali pa vse to. Ampak to je tak, mali jajmerček pa je, ne? Damo pa zraven šrota, zato da se potem vse lažje zmeša skupaj, no, ne devamo posebej. Kaj pa še gre zraven? Kaj trenutno mešamo? Se pravi, mešamo 130 kg sena, potem mešamo 250 kg koruznega šrota, malo soli, malo zeolita, potem pa še glavno je detelno-travna mešanica, pa dodajamo še potem tudi zraven čisto detlo, se pravi čista detelna silaža, prva košnja, ki nam pa doda te ekstra beljakovine in nam omogoča malo boljšo mlečnost. Friške robe pa še ni. Frišno robo še čakamo, glede na to, da je februar, bomo še kak mesec počakali. Ampak pol pa bo, ja. Kaj se tiče krme, za živino je to. Razen teleta dobijo pa še sveže mleko, pa malo zdrobljene tritikale. Ej, Matjaž, pa pozabo si mešalno nažgati. Ja, zmeri prvo naložim suho krmo, pa pol gor koruzni šrot, pol pa šele zaženem. Zakaj?
zaradi tega, ker brez veze drži prej laufa, ker bi preveč zdrobilo, pa tudi zaradi tega, da se pol vse skupaj manj kadi in pač to se lepo zdaj razporedi. Tako da gremo zdaj za laufat, pol bomo pa naprej metali. Zdaj pa tako je malo jači, bomo dali kar na 750 obratov oziroma na 540 eko, pa ene 350 obratov kardana, pa bo za njega čist dost. Tako. Sploh nič ne ve, da kaj meša. Ja, čisto z lahkega. Dobro, se pozna, da ima malo več konjev, ne? Koliko časa pa kaj rabiš to, da zdaj en obrok narediš, da zmešaš? Zdaj v bistvu od samega štarta pa do konca je tam od 20 do 25 minut. Torej, koliko je kilaže, dajmo preveriti? Tako, kilaže smo zdaj namešali 2 tone 200. Sicer mešam tudi do 2 tone pa pol, 2 tone 600, ampak danes smo malo prej mešali, tako da niso še toliko pojele. Gre se pa tudi za to, da je v bistvu travna silaža ful lahka, tako da v bistvu, če bi bila ta koruzna silaža, bi bilo tule kako tono pa pol sigurno več, ne. V tem primeru ta mešanca bi lahko še več je zmešal, ko imaš zdaj. Te mešance bi šlo noter približno 3 tone pa pol maksimalno. Ampak nimaš dosti živine za to. Seveda, ja. Edin, če bi za več dni na fojtro. Evo ga, pregrade so zaprte, zdaj gremo pa razdeliti. Kak je? Odlično, gremo. Greš pa kaj na hitro. 3,8 se pelem. Tako, evo ga, nafujtrali smo, zdaj bomo samo še pogledali, kako je kvalitetno zmešano. Ga recimo tako, da vidimo malo res zelo enakomerna mešanca, nikjer ni nobenih, kako bi rekel, kep, tako da se res ni stiskala krma in se že pozna na mlečnosti, no, da se je malo dvignila. Drugače pa rekel bi tudi tako, no, da za nas je ta kvaliteta mešanja še toliko bolj pomembna, ker nimamo v bistvu nobene silaže silirane s kombajnom, ampak je v bistvu vse silirano z nakladalko in je v bistvu tudi daljše rezano in pol se to veliko bolj pozna, no, kako je zmešano. Ker če je na drobno zrezano, samo vržeš noter, malo zavrti in je to to. Če so pa malo daljše bilke, pa je pa majčkeno drugačno. Tako da v bistvu s tem smo, bi rekel, rešili zadevo. Tle imaš pa še eno štalo, ne? Ja, tle je pa bolj kot ne mlada živina trenutno. Ta sem mislil. A ja?
Ej, kaj je pa ta črna zadeva tle? Ta po celi širini, ko gre. Ja, tale črna zadeva je v bistvu, kako bi rekel, ojačitev, pa po drugi strani tudi taka pregrada, da v bistvu lahko gre več mase noter, da se ne sipa čez. Vzdigne, odpre. Aha. Jaz pa gledam, kaj na tej strani misliš, na unije, Tam na je. unije. Nisem videl prav. Lahko povem. Bom te... Ej, kaj pa ta črna zadevca je tle gor? Ej, nova, sam šparali so, neki zobov že manjka. Ja, kaj pa češ, no, pozabi so. Mislim, to je zanj, če je malo zdrkana laketna, pa se zobi se pobrali. Zetar premočen bi. Res je to avtomatiko. Drugače pa niti ne bi rabo hidravlične, samo kaj v osnovni opremi. Imaš tudi fitness, ne? Vsak dan. Ja, malo je treba, ne? Škoda imeti robota, če lahko na roke. Pa rečejo, da mladi več nič z rokim ne delajo. Ja, treba je tu pa tam tudi kaj. Ni samo na joystick. Daj bo pa mrč. Bo. Evo ga, proti večeri je pa treba zapreti, da ne bo toplota ven ušla.